Lepo pozdravljeni. Župan gospod Mojmir Pustoslemšek iz Kostanjevice na Krki je gost nocojšnjega pogovora v oddaji Pokličite župana. Gospod župan, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Lep pozdrav tudi z moje strani vsem gledalkam in gledalcem vašega kanala. Gospod župan, kako kaj v tej vročini preživljajo dolenjske Benetke? Pri nas je zdaj v tem času kar precej pestro, predvsem ob reki Krki oziroma v sami reki Krki, ker je vročina, je tudi reka Krka izredno topla, tako da je kupanja veliko, kako tudi čolnarjenja in vseh ostalih dejavnosti, ki spadajo med te poletne prireditve. Gospod župan, ali se občina morda tudi na ta način, če majčkeno preklopiva na turizem, ker ste turistična občina in tudi iz preteklosti, saj imate samostan, pa Forma Vivo, boste kasneje malo povedali, ali ta Forma Viva še živi. Želel sem vas vprašati območje ob Krki. Krka je vedno zanimiva. Koliko je pa turistično zanimiva? Torej, kot ste že vprašal, občina Kostanjevica na Krki ima bodoči razvoj predvsem v turizmu in v kulturni ponudbi. To je v kombinaciji. Imamo največjo kulturno prireditev pri nas, galerijo Božidar Jakac, ki ni samo občinskega pomena, ampak tudi širšega regionalnega, kakor tudi državnega pomena. In v povezavi z to kulturno ponudbo želimo tudi pospešiti razvoj našega turizma. Razvoj turizma ni odvisen samo od občine kot take, ampak je odvisen tudi od ljudi, ki so zainteresirani svojo ponudbo postaviti na, kot se temu reče, na pladen. Občina pravzaprav zagotovi samo določene pogoje. To se pravi, z občinskim prostorskim načrtom, ki je ravno kar v zaključni fazi, bomo določili določene tudi naloge razvoja turizma. Tukaj predvsem stavimo na izkoriščanje tople vode, namreč na občinskih tleh imamo že vrsto let vrtino, ki je neizkoriščena in ta voda uhaja pravzaprav prosto v naravo. Zato želimo v bodoče to izkoristiti s tem, da bomo pač v prostoru našli določeno lokacijo, kjer bo možno ponuditi to vodo pač zainteresiranim. In seveda predtem pa določenemu investitorju, ki bo prišel v naš kraj. Mi nekako si predstavljamo, da ne bo isti princip, kot so recimo Čateške toplice, Šmarješke toplice, Dolenjske. O velikosti kompleksa. Pač pa neka posebna ponudba. Nismo sicer domislili še, kaj bi to bilo, ampak glede na to, da je take ponudbe, kot sem prej našteval, v Sloveniji dosti, mi bi pa želeli spodbuditi neko drugo ponudbo, ki bi bila na mogoče še kvalitetnejši ponudbi, kot imajo ostale termalne. A menite ali pa ciljate tukaj na zasebni sektor? Seveda. Namreč občina nima denarja, da bi karkoli gradila objekte. To bo pač razpis. Računamo tudi na tujce, ki bi lahko prišli k nam. Ne samo na Slovence, ampak tudi tujce, ker bi pač svojo bodočnost razvoja oziroma tudi ekonomski faktor uveljavljali s tako ponudbo. Če vas razumem, potem občina ima pa le dolžnost, da zagotovi infrastrukturne pogoje. Tako je. Namreč mi smo, kot sem že prej rekel, v zaključni fazi izdelave občinskega prostorskega načrta. Mi smo javno obravnavo že dali skozi, osnutek, predtem seveda osnutek, javno obravnavo, medtem ko je zdaj predlog na Republiki.
Tukaj moramo še nekaj uskladiti z Ministrstvom za kmetijstvo, ravno v zvezi z kmetijskimi površinami, ki jih bojo določeni objekti morali imeti. Seveda moram pa povedati, da je pri nas ta občinski prostorski načrt izredno kompliciran. Občina Kostanjevica na Krki ima več kot 70% Nature 2000. Da ima v sami reki Krki obsežno področje, poplavno področje, kjer so gradnje po zadnji direktivi z uredbo prepovedane. Zato so tudi veliki problemi torej z umeščanjem določenih objektov v prostor. Ali lahko rečeva, gospod župan, da je to handicap za občino? Da, sigurno je. Mi pač računamo, da je lahko tudi ta zaščita neka prednost občine. Namreč občino ne bomo, oziroma bi lahko rekel, ne smemo pozidati do zadnjega kotička, ker potem ne bomo več imeli te naravnih lepot in mirnega kraja kot tacega. Torej tudi industrializacije pri vas tako rekoč? Ja, mi praktično tudi industrije nimamo, imamo torej nekaj bolj razvite obrti. Mi smo sicer tudi v lanskem letu zaključili infrastrukturo v obrtni coni, vendar ta obrtna cona je majhna, okrog 5 hektarjev, in računamo, da bojo tole sami taki obrtni objekti, in torej nikakor pa ne industrija. Ja, pardon, izvolite. Izjema je Resistex, torej obstoječa tovarna, ki bo v letošnjem letu razširila svojo proizvodnjo in zaposlila tudi nekaj novih delavcev. To pač smo, lahko rekel, močno podprli in smo veseli, da bo ta tovarna svoj razvoj oziroma povečala svojo proizvodnjo pri nas. Če sva že pri OPN-ju, potem vas čaka, če se ne motim, še podrobni prostorski občinski načrt. Za vsake objekte bo potrebno še izdelati podrobne načrte, ampak to ni več tak problem, ker namreč krovni načrt je sigurno občinski prostorski načrt. Kakšne poglede so na to imeli občanke in občani? Je bilo veliko pripomb? Pripomb moram reči, ne, tudi na javni obravnavi je bilo zelo malo ljudi, torej ne vem vzroka zakaj, namreč takrat bi se še dalo karkoli še kaj popraviti. Seveda je bilo pa pobud, je bilo pa zelo veliko. Mi smo imeli tam nekaj čez, če se prav spomnim, nekaj čez 80 pobud, ki so pa večinoma sicer sprejemljive, nekaj je bilo pa tudi takih, ki so že po zakonskih predpisih nedovoljene. Predvsem razpršena izgradnja in tako naprej. Ker sva že začela s turizmom, pa morda delno tudi športno dejavnostjo, zagotovo sledi vprašanje, kako pa je z realizacijo, končanjem športno-rekreacijskega centra, o katerem se v Kostanjevici kar precej govori? Ja, moram povedati, da pravzaprav pred 30 leti, ko je bil dozidan novi del poslopja osnovne šole, torej do sedaj nismo imeli pravzaprav tistih osnovnih pogojev za dejavnost osnovne šole, učne dejavnosti osnovne šole. Mi smo potem pristopili pred parimi leti k idejnim načrtom, dali smo izdelati načrt in moram reči, da smo v letošnjem letu, to je naša letošnja investicija, ravno kar oziroma v tem mesecu bo dejansko dokončana, kjer bo šola imela za svojo, predvsem za šolsko dejavnost, tiste osnovne pogoje za telesno kulturo. To je atletska steza, igrišča in tako naprej. Celotna investicija je bila sicer planirana nekaj čez milijon, vendar smo ko smo investicijo razpisali, smo nekako, bi lahko rekel, je investicija bila potrjena okrog 750 tisoč evrov. Seveda pristopili smo tudi k razpisu
in sofinanciranju Ministrstva za šolstvo in Fundacije za šport, kjer sta pomagala. Ravno tako smo vključili sredstva iz 23. člena iz Ministrstva za finance, tako da je občina pravzaprav sorazmerno majhen delež prispevala, no majhen delež, ampak sorazmerno majhen delež, in v začetku letošnjega šolskega leta bo ta objekt na razpolago otrokom. Istočasno pa bo tudi služil dejavnostim občanov ob prostem času, predvsem v poletnih mesecih, kjer je pač možno zunaj trenirati ali kakorkoli se športno udejstvovati. Ampak, če vas prav razumem, kakšnega evropskega prvenstva pri vas pa ne boste mogli ali pač? Ne, to ni, ker to je prvi del faze. Mi sicer imamo projekt še z drugi del, kjer je pač so mišljeni še določeni drugi objekti, to se pravi nogometno igrišče in tako naprej. Aha, to še ni zadnja faza? To ni zadnja faza, čeprav moram reči, da verjetno zdaj v bližnji prihodnosti ta druga faza ne bo možno jo izgraditi, ker pač ni sredstev. Ste kaj razmišljali o zasebnem partnerstvu? Tudi to smo razmišljali, ampak to je tako velika investicija, da dejansko bi jo kakorkoli zdaj težko, ker namreč pri sami šoli imamo še eno investicijo, ki jo bomo začeli v naslednjem letu, to je razširitev vrtca in adaptacija vrtca. Tudi ta investicija je nujno potrebna, namreč število predšolskih otrok se nam iz leta v leto povečuje, tako da imamo zdaj 6 oddelkov in sta 2 oddelka oziroma 3 oddelki v osnovni šoli, v prostorih osnovne šole, ki so pa neprimerni, predvsem zaradi meril, ki jih je pač treba upoštevati pri vrtcih. Tako da to investicijo planiramo začeti v naslednjem letu, dokončati v letu 2014 ali pa mogoče že v naslednjem letu, odvisno od sredstev. Tudi tu prispevajo sredstva evropski skladi in seveda tudi sofinancirala seveda kot taka občina. Potem imamo pa še v letošnjem letu končujemo investicijo rekonstrukcije ceste čez Prekopo, ne smem reči končujemo, torej druga faza, kjer je po planu predviden še 600 metrov torej rekonstrukcije same ceste. Mi pa s svojim deležem sofinanciramo infrastrukturo, to se pravi pločniki, javno razsvetljavanje, vse kar zraven pride k tej investiciji. S tem, da moram povedati, da moramo oziroma smo obvezni pri tej investiciji upoštevati tudi projekt kanalizacije, ki ga sicer imamo, vendar ga še nismo začeli izvajati. Moramo pa ustaviti bi lahko rekel, te cevi, ki bojo prečkale to cesto, da ne bomo pri sami investiciji kanalizacije potem ponovno kopali čez cestna telesa in uničevali pač vozišča. No, to, kar ste zdaj povedali, je tako imenovano novodobno razmišljanje. Včasih tega ni bilo. Najprej asfalt, potem pa ga tako, pa smo pa parkrat prekopali. Ampak ravno prav, gospod župan, prele sva, oziroma ste nam povedali o tem zaščitenem ozemlju. Kanalizacija je eden, torej odvod fekalnih meteornih voda, je en zelo pomembnih faktorjev. Na to opozarja tudi Evropa, da to moramo imeti urejeno, pa istočasno tudi čistilno napravo. Te povezave, kako imate ali pa kako boste urejali? Torej, občine v državi naj bi do leta 2017 rešile odpadne vode, torej odpadne vode kot take. No, jaz sem bi lahko rekel, mislim, da ta datum ne bo dosežen ne samo pri nas, ampak tudi pri drugih občinah, ker to so izredno velike ali pa obsežne investicije, posebno v Sloveniji, kjer imamo to razdrobljeno naselja in tako naprej. No, v naši občini imamo to srečo, da smo pravzaprav že v času
občine Krško, to je bila še krajevna skupnost Kostanjevica, je bila zgrajena čistilna naprava in na to čistilno napravo imamo trenutno okrog 30% uporabnikov priključenih. Imamo pa tudi operativni načrt za reševanje te problematike za celo občino. Prej sem že omenil Prekopo, ki je drugo največje naselje v sami občini, vendar žal ta investicija stane nekaj čez 2 milijona. K tej investiciji treba tudi prišteti še ločeno čistilno napravo in tako naprej. Na kostanjeviško obstoječo čistilno napravo pa bojo priključene še ostala podgorjanska naselja, izjema bo le Črneča vas pa predeli, kjer so manjši zaselki, to predvsem na zahodnem delu, torej Vodenice, Ržišče in tako naprej, kjer pa že zdaj vsako leto v proračuna namenjamo sredstva za sofinanciranje individualnih čistilnih naprav. In nekaj smo jih že zgradili in vsako leto pač zainteresirani se prijavijo in občina pač financira tam do polovice višine investicije. Verjamem pa, da imate veliko manjše težave z vodo, ali pač? Mi imamo k sreči, pravzaprav ni gospodinstva v občini, da ne bi bil priključen na vodovod. Izjema sta dva zaselka, ki imata svoj vodovod, vendar vaški vodovod, ki se zdaj pravzaprav bomo v kratkem to prenesli na našega koncesionarja Kostaka, tako da bo pravzaprav koncesionar imel pokrito celotno občino z pitno vodo. Vendar v letošnjem letu ob tej suši se nam je pojavil tudi določen problem, namreč del občine, zahodni del občine napajamo tudi z vodovodom iz smeri Šentjerneja. Namreč na vrhu Gorjancev smo skupaj z Šentjernejem oziroma skupaj s Šentjernejem uporabljamo vodo, vendar je ta vodni vir začel v zadnjem času izgubljati na količini vode. Namreč od 6 litrov, ko jih je imel ta pritoka na sekundo, je zdaj padlo na 3 litre, tako da smo zdaj v... Menite, da zaradi suše? Lejte, tu bi težko rekel, zakaj. Dvomim, ker so bile včasih tudi suše, pa je kljub temu ta potoček oziroma ta izvir deloval. Torej, malo bom provokativen, kar se tega tiče. Namreč v bližini ali pa nekaj kilometrov stran je tako zvani kamnolom in pri miniranju se je znalo zgoditi, da so se določene plasti malo premaknile in je zdaj ta zadeva postala problematična. Seveda imamo pa, moram reči, občina tudi v naslednjem letu začnemo en projekt, to je hidravlična izboljšava pitne vode. Namreč tukaj je v povezavi, mora biti povezan več občin in ta projekt je regionalni. Skupaj z občino Krško bomo sofinancirali to povezavo kot tako. Poleg te povezave pa smo v projekt vključili tudi novo vrtino v Orehovcu. Obetavna? Prosim? Obetavna, ja. Obetavna se, ker je že zdaj imamo, vendar je žal bila vrtana z manjšim primerom in imamo zdaj določene probleme, ampak ne glede na to smo že imeli geologe, ki so nam svetovali, da se bo dalo to izboljšati z novo vrtino. V skrajnem primeru pa lahko tudi, mi imamo vode kot take dovolj, imamo potok Studeno, ki prihaja iz Kostanjeviške jame, kjer je po litraži izredno bogat, vendar bi ga morali čistiti, biološko čistiti in bi morali neko filtrirano napravo ugraditi, kjer je pa ta postopek sorazmerno drag. Kako je pa ali pa, če vprašam drugače, ste zadovoljni v občini s kakovostjo odvoza smeti, odpadkov? Mi smo javno gospodarske službe že oddali koncesionarju. Podpisali smo 8-letno pogodbo, torej vodovod,
kanalizacijo, smeti, pokopališča in še pač vse tisto, kar je. To je vse zdaj pod neko skupno streho in tako naprej. No, bil je javni razpis, na ta razpis se je edini javil Kostak, že sedanji ali pa prejšnji izvajalec. No in moram reči, da smo z koncesionarjem izredno zadovoljni, mi usklajujemo določene probleme, tekoče, tako da nimamo nekih, bi lahko rekel, perečih problemov ali pa nekih konfliktov med sabo. Kar se odvoza tiče smeti, moram reči, da imamo v občini ravno, mislim, da smo prejšnji teden 2 nova otoka, torej za odlaganje, ločeno zbiranje odpadkov. Tako da jih imamo zdaj, če se ne motim, 15. Kriterij za en otok je 500 prebivalcev. Glede na to, da imamo mi 2500, imamo že ta kriterij krepko presežen. Kaj ni nič slabega, ne? Ja, sigurno. S tem, da bomo, in tudi mislim, da so se ljudje kar počasno navadili, da te smeti sortirajo, in smo tudi tako se zdaj dogovorili, da bojo te otoke praznili vsak teden, medtem ko tiste klasične kante, kjer pač ne bo še mogel do otoka prinesti, bo pač vsake 14 dni. S tem se bojo zmanjšali tudi količine ne sortiranih smeti ali pa odpadkov. 17. tega meseca pa tudi v Krškem odpira Kostak sortirno linijo, kjer bojo ti odpadki potem šli v Krško, kjer se bojo sortirali, in tisti končni odpadki, končne odpadke pa bomo vozili, kjer smo tudi družbeniki v Cerodu, tako da nam bojo pač ti odpadki končali tisti, ki so pač, ki se jih ne da drugače porabiti v Cerodu. Zdaj, če dovolite, gospod župan, bova naredila en velik preskok v razmišljanju. Namreč slišal sem, in mene osebno to zelo veseli, povezava mest, starih mest ali pa mestnih jeder, samostani v svojem okolju, in Kostanjevica na Krki je zagotovo eno od teh mest. Pravzaprav, kaj se na tem področju dogaja in zakaj se v bistvu ta stara mesta samostani povezujete? Ja. Tukaj sta 2 sklopa. Povezave zgodovinskih mest in povezave mest, ki so imele samostane. Ta zadnja je zdaj začela živela pravzaprav pred parimi meseci. Kar se povezave starih zgodovinskih mest tiče, je bila ta povezava vzpostavljena že še v času krajevne skupnosti, vendar ni bila realizirana. Vendar glede na to, da v naslednji finančni perspektivi, ki v Sloveniji, bo velik poudarek tudi na pridobivanju sredstev za sanacijo starih mestnih jeder in tako naprej. Ravno tako določenih programov, kar se samostanskih vsebin tiče, tako da je ta kombinacija obeh teh sklopov izredno interesantna za našo občino. Mi smo imeli cistercijanski samostan, imamo tudi staro mestno jedro, ki je spomenik 1. kategorije, in je treba postoriti še marsikaj. Posebno, če želimo v starem mestnem jedru pospešiti ali pa to turistično ponudbo, ki jo nekako občina že dolgo časa potrebuje. Seveda z sodelovanjem samih prebivalcev. Tako da ta zadeva je izredno aktualna in mi se zdaj priključujemo skupnosti starih zgodovinskih mest, medtem ko v sklopu mest z samostani pa smo nekako aktivno že prisotni.
Naj povem čisto na kratko, to bo združba prijetnih mest, kot sta recimo Škofja Loka, Ptuj, Piran, Koper in seveda Kostanjevica na Krki in še kdo. In seveda zagotovo se boste povezali tudi s podobnimi evropskimi mesti. To pa je čudovita odskočna deska za pridobivanje evropskih sredstev. Ja, namreč ta povezava že v Evropi deluje. Aktivno deluje, ne? In predvsem v državah Nemčija, Avstrija, Francija, Italija je to že veliko projektov in veliko, bi lahko rekel, narejenega, kar se tega tiče, torej obnova teh raznih zgodovinskih. Tako, da mi bi dejansko bomo v naslednjem, kot sem že povedal, v tem naslednjem obdobju lahko intenzivno pristopili k takimi povezami, ki bojo koristile tudi nam vsem tem mestom. O tako lepih stvareh govoriva, gospod župan, da bi skoraj pozabila na to, da boste v kratkem praznovali občinski praznik in prosim vas, da gledalke in gledalce malce obvestite o tem, kaj se bo pri vas v glavnem dogajalo, koga boste za delo nagradili, boste imeli morda novega častnega občana, občanko. In seveda, če se ne motim, tudi svečano sejo občinskega sveta. 16. avgust je za Kostanjevico en prelomni datum, namreč 16. avgusta 1252 je v Judenburški listini navedeno, da je Kostanjevica, torej da je Kostanjevica mesto kot tako. To se pravi, pred 10 leti smo praznovali 750-letnico in letos nas čaka 760-letnica. In 16. avgust smo zato izbrali tudi za občinski praznik in kot vsako leto ga nekako obeležujemo v prostorih ali pa v prostorih galerije Božidar Jakac, predvsem v tejle, torej v sami cerkvi kot taki, in ta da tudi nek določeno patino našemu dogodku. V letošnjem letu bomo imeli tudi kulturni program in sicer skupina, moram pogledati, Kar, izvolite. Torej skupina Kapela Karniola, to je skupina, ki poje in igra srednjeveške skladbe. Tako da pravzaprav bomo slišali tam od 13. stoletja pa tam do konca 16. 17. stoletja, torej eno izbiro pesmi, pospremljene z posebnimi inštrumenti, namreč skupina igra na te prav izdelane srednjeveške specialne, bi lahko rekel, instrumente, tako da upam, da bo, ne upam, siguren sem, da bo ta dogodek neki, bi lahko rekel, nek ocvirk, če se temu reče, naši prireditvi. Seveda, glavni dogodek pri slavnostni seji pa so tudi podelitve priznanj in sicer v letošnjem letu bomo podelili 3 srebrnike, kostanjeviške srebrnike, to je namreč imamo priznanja srebrnike, zlatnike, potem častnega občana z ključem, mestnim ključem, potem imamo kelih, ki je kopija cistercijanskega opatske čaše in mestni prstan. No, letos bomo podelili, torej častni občan bo letos znani akademski kipar, profesor Tršar, ki ima pravzaprav domuje tudi v Kostanjevici, žena je namreč iz Kostanjevice in praktično on veliko časa preživlja v Kostanjevici. Potem bomo pa podelili še 3 srebrnika, kot sem prej povedal, to je torej gospej Meliti Skušek. Naši nekdanji sodelavki. Tako, ja, za aktivno sodelovanje pri pihalnem orkestru in pri drugih prireditvah. Potem Janezu Kuharjev, ki je tudi aktiven član, torej okteta bil, vodi cerkveni zbor in tako naprej, torej tudi v orkestru je igral.
in gospodu Bojanu Božiču, direktorju galerije Božidar Jakac, njega pa ni potrebno predstavljati, ker ga verjetno vsi poznamo. Gospod župan, lepa hvala za vaš obisk v našem studiu in za to obilico informacij, ki ste nam jo podali. Seveda pa vam v imenu televizijske hiše, vam, vašim sodelavcem, posebno pa še občankam in občanom, iskreno čestitamo ob občinskem prazniku in seveda sami občini Kostanjevica na Krki želimo obilo razvojnih potencialov tudi v bodoče. Še posebej pa čestitamo tudi nagrajenkam in nagrajencem. Hvala lepa za čestitke. Vam, spoštovane občanke in občani občine Kostanjevica na Krki, pa tudi v svojem imenu čestitamo prazniku občine. Tako, lepa hvala, cenjeni gledalke in gledalci, če ste bili z nami in spremljali najin pogovor. In na koncu samo želja potem, da seveda vas vabimo k spremljanju televizijskega programa Televizija Vaš kanal še naprej. Lepo pozdravljeni.